Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum, 11.11. Jaz mislim, da lahko z gotovostjo trdim, da je to najbolj mističen datum leta in dajem eno izmed najbolj pogostih vprašanj, kaj pomeni, ko vidim na uri 11.11. Na vse to bomo danes odgovorili. Število 11 vemo, da je mojstrsko število, povezujemo ga z intuicijo, z duhovnostjo, s tistim nekaj več. Torej, dragi moji, kar ugriznimo v kislo jabolko, kaj je tisto nekaj več v vašem življenju? Kaj je vaše poslanstvo? Kaj je tisto, kar je pravzaprav darilo vas svetu? To se v numerologiji vidi v številu usode. Spodaj bom dala linkec, da lahko izračunate svojega imena in priimka in potešite svojo radovednost. 11.11 pa je zelo močna kombinacija. Na internetu lahko najdemo kopico različnih razlag. Numerološko je, kot rečeno, mojstrsko število, intuicija, sporočila naše duše, naših vodnikov, tudi naših prednikov v letošnjem letu. Ko vidimo 11.11 na uri, je to pravzaprav veliko potrdilo. Prvič, da smo na pravi poti. Enka simbolizira korak naprej, napredek, tisto pravo v življenju, tisto pravo smer. Morda nam ni čist fajn, pa super, pa všeč, ampak se veste, včasih ne dobimo tistega, česar si želimo, ampak tisto, kar potrebujemo. Leto 2026 bo leto 1, zato govorimo o času napredka, času novega cikla za človeštvo, v katerem bomo vsi mi oblikovali svoj novi jaz. Pri tem vam lahko zelo pomaga moj vodnik, tudi zato je spodaj linkec, ki vam bo vsak mesec postregel z vajami, afirmacijami, napotki, vprašanji, smernicami, konkretno za vaše numerološko leto, za vašo pot v nekaj novega. In ta pot se je začela odpirati oktobra. Se pravi, zaključimo najprej 11.11 na uri. Absolutno potrdilo, da ste na pravi poti. Opomnik, da poslušajte svojo intuicijo, poslušajte sebe, ne druge, ne pričakovanja družbe, ne tega, kaj bi se spodobili, ne tega, kaj vam drugi govorijo. Kaj v tem trenutku, ko ste opazili 11.11, pa naj bo to na uri, na registraciji, kjerkoli, kaj ste razmišljali, kam vas kliče vaša duša. In meni daleč najbolj, ne bom rekla ljuba razlaga, ampak tisti, ki mi sledite že dalj časa, veste, da vsakega 11.11. povem, da leta nazaj se je pričelo gibanje Minuta zdravljenja za Zemljo, se pravi ob 11.11 naj bi zaprli oči, pošiljali ljubezen, pošiljali zdravljenje, pošiljali mir naši Zemljici. Se pravi, če zdaj zelo poenostavimo, če rečemo, da naša jedra ne vejo čisto dobro, da nekje obstajajo tudi ledvica, kaj šele celo telo. Tudi mi smo tako majhni delčki večjega telesa, ki je mati Zemlja. In jaz mislim, da če pogledamo, kaj vse se dogaja v svetu, če je kdaj potrebno zdravljenje, ljubezen in mir, je to sedaj. Torej, nas vse pozivam, ko vidimo 11.11, pa tudi če ne vidimo 11.11, dajmo pošiljati lepo energijo. Saj vsi veste, mi kar čutimo, ko je nekdo jezen na nas. Kar čutimo. Tudi če te osebe ne vidimo. In tudi kar čutimo, kadar nam nekdo želi dobro, ko imamo izpit ali pa razgovor za službo, ali pa neko pomembno odločitev, izkušnjo, mogoče kakšen neprijeten pregled pri zdravniku, kar čutimo, kdo nam želi dobro, kdo misli na nas, kdo nam pošilja to toplino in se nekako nam zdi, da je kar ta oseba z nami. Naj bo tako tudi z naše strani. Torej, to je 11.11 na uri. 11.11 kot datum v letu 2025 pa nosi vibracije števila 4. Če se štejemo cel datum, dobimo štirko. Ravno štirico povezujemo z globalnostjo, z elementom Zemlje, z našo mati Zemljo. Se pravi, letos bomo ukoreninjali, sadili bomo sebe. Torej, dragi moji, dajmo nadaljevati s hecnimi primeri. Kaj, če bi bili vi flanca? Kaj, če bi bili sadika? Za vsako sadiko, za vsako stvar, ki jo posadimo ali na vrtu ali rožico, se običajno pozanimamo, kdaj je treba pozaliti stvari, kdaj je treba pognojiti, kako je treba okopavati, kaj je treba opleti. Se pravi, če rečemo, da je bilo leto 2025
predvsem pa september in oktober. Tako pomembno obdobje, v katerem smo pravzaprav do sedaj ločevali seme od plevela. Kateri odnosi, katere osebe, katere tudi naše navade, življenjski stil, način delovanja, razmišljanja, čustvovanja in tako naprej, se je izkazalo za plevel. Kaj se je izkazalo, da nam več ne godi? A veste, si tudi na njivi ni problem, če imamo malo plevela. Problem je, če ga imamo veliko. Ni problem, če gre mimo en polž. Problem je, če jih pride trop. Torej, dragi moji, kaj se je razraslo slabega? Kakšni odnosi mogoče prevladujejo sedaj, pa niso najboljši? Veliko se govori o toksičnih odnosih, definitivno so toksični odnosi na tapeti tudi celo leto 2026, se pravi, dajmo prevetriti svoje odnose, svoj odnos do sebe, naš odnos do sveta. Kako vi doživljate življenje? Menite, da je lepo? Menite, da je dobro? Menite, da ste uspešni? Menite, da vas čaka še veliko lepega, radostnega, veliko ljubezni, veliko miru, veliko stvarjalnosti, veliko lepih trenutkov? Ali bolj kot ne živimo iz dneva v dan in se odzivamo na dražljaje iz okolice? Torej, dragi moji, letošnji november nam bo postregel z veliko priložnostmi, torej dogodki, komentarji, pogovori, mogoče filmi, nadaljevankami, pesmimi, članki, prispevki in tako naprej. Se bo veliko priložnostmi, da vidimo, kje v našem življenju pa malo škripa, kje rabimo mi kot oseba dozoreti, zrast, se spremeniti, se naučiti. In to pravzaprav je življenje, dragi moji. To je lepota življenja, ne prekletstvo. Pa zdaj bi bil živ dolg čas, če bi se v vrtcu vse naučili po osnovni šoli pa na faksu. Ampak kar nekako tako razmišljamo, kaj ne? Šli smo v šolo in smo se naučili, zdaj smo šli v službo in to je to. Jaz upam, da ne. Jaz upam, da vsi mi stremimo k temu, da se učimo, da se izpopolnjujemo in prišel je trenutek, ko pravzaprav te odgovore iščemo v sebi. Se pravi, 11.11. v letu 2025 je čas ukoreninjanja, negovanja naših korenin, kar pa definitivno je kvaliteta odnosov, način življenja. Se pravi, veste, velikokrat vemo, kaj je zdravo, ampak živimo pa vse prej kot tako. Velikokrat vemo, kateri prehrambeni dodatki bi nam morda lahko koristili, pa jih imamo na polici ali pa samo govorimo bom. Vemo, da je gibanje ključnega pomena, pa se nam kar zdi, da če se dvakrat pretegnemo kot mucka zjutraj, da je dovolj. Torej, dragi moji, naj bo 11.11. dan, v katerem resnično si vzamete čas zase. Jaz vas spodbujam, da že dan prej omejite alkohol, kavo, takšne in drugačne substance, ki lahko vplivajo na vašo intuicijo, ki lahko vplivajo na vas. Pa ne zato, ker bi vam želela pametovati, kajti intuicija je vedno tam. Ampak, dragi moji, razbremenite svoje telo, razbremenite svoj razbremenite svoje srce. In ko olupimo pričakovanja drugih, pa neke modne smernice, neka takšna in drugačna pravila, pričakovanja, zahteve in ostanemo samo mi, kaj je tisto, kar je pomembno? Če bi vas zdajle ugrabili vesoljci in bi vas pustili nekje sredi staroselcev v Afriki, kaj bi bilo tisto, kar bi bilo še vedno pomembno? Kaj bi bilo tisto, kar bi vam pomagalo preživeti, se staroselci sporazumeti? Kaj bi bilo tisto, kar resnično označuje vas, ne glede na to, a ste tukaj, ste v Afriki, ste na vesoljski ladji? To je bistvo vas in to negujte. Ne samo 11.11., ampak vsak dan. 11.11. letos pa je izvrsten, kot smo rekli, za saditi. Kaj boste posadili, katere cilje, katere odločitve, naj bodo povezane absolutno tudi z zdravjem, z gradnjo nečesa novega. Štirico povezujemo tudi s predniki, se pravi, zelo verjetno je, da boste dobili morda sporočila svojih prednikov, družbe, v kateri ste odraščali. Število 4 povezujemo tudi s strahom. Lahko bi se oglasil dvom, lahko bi se oglasili takšni in drugačni
Notranji zmajčki, tolovajčki, ekotripički, potreba po potrditvi, potreba po tem, da pripadamo, tudi potreba po tem, da imamo prav. Ampak, a veste, štirka pa je fantastična za načrtovanje. Štirka je fantastična zato, da se bolj strateško lotevamo stvari. Tisti, ki že imate moj vodnik od lanskega leta, veste, da je noter strateški plan. Pejte po temu planu. Pejte po korakih. Nekaj korakov bom delila tudi v opis videa. Torej, dragi moji, naj bo 11.11. obdobje, v katerem resnično ločite seme od plevela. Rečete dovolj stvarim na pol, stvarim na hitro, stvarim brez globine in stvarim, pravzaprav po resnici povedano, brez vas, ki v resnici ste se navadili biti in ste tam tako, z eno nogico, z eno rokico, z enim prstkom in niste več tam v celoti. In kam si v resnici želite iti. Kajti, dragi moji, vrata, energije, portali so se odprli. Čas je, da prešaltamo počasi iz likverca, kot je bil leto 2025, in damo v prvo, kar bo leto 2026. Je že res, da energija se še ne premika naprej, ampak prav je, da mi tako, kot stojimo pred semaforjem in čakamo na zeleno, se osredotočimo na to, da imamo v prvi, da imamo nogo na gasu in da smo čuječi, da opazujemo, kdaj se bo zdaj ta rdeča, rumena, zelena prižgala. Da smo čuječi in opazujemo, katere poti se odpirajo pred nami, katere možnosti imamo. In tako kot se na cesti prerazporedimo levo, desno naravnost, ne ko pridemo k semaforju, ampak že malo prej, dajmo vzeti tole obdobje november, tudi oktober, december, kot obdobje prerazporejanja ljudi, prioritet, navad, načina funkcioniranja, delovanja nas samih, preden pride prvi, ko pa bo gremo. Tako da, dragi moji, vzemite si čas zase, če le možno, pejte v naravo, bodite med drevesi, pejte v gore, ne na vrh, ni treba iti na vrh. Dovolj je že, da začutite energijo gor. Če to nikakor ni izvedljivo, namestite si sliko gore na, ne vem, na mizje, na mobitel, glejte gore. Začutite energijo gora, ki so tukaj tisočletja, ker vam zagotavljam, da je žlahtna. Jaz se spomnim, ko sem prvič videla Ande, ki so resnično stara gorstva. Katera energija je to bila. In potem sem prišla nazaj sem in sem gledala naše Alpe in sem si mislila, veste, pa res je take smrkavce. Čist drugačna energija, ker je mlajše gorstvo. Zdaj pa poglejmo nas, ki smo pravzaprav kozlički. Ne pozabite, da imate isto energijo, zagon, zaupanje v sebe lahko pri 96, 16, 6, 106 letih. Ravno kar sem brala, mislim, da je RTV Slovenija delil prispevek, da v Italiji vse več ljudi starih orang preko 100 let. In če rečemo, da bomo stari čez 100 let, kaj lepega boste izbrali za sebe, da vas bo spremljalo do te starosti?